Povsod po Evropski uniji se potrošniki na tem področju soočajo s problemom majhnih zasebnih porabnikov, potrošnikov in velikih energetskih podjetij, ki so se oblikovali. Lastniško ločevanje, s katerim se bo soočal tudi minister v času predsedovanja, predstavlja samo temelj za hišo, zares samo temelj. V hiši pa potrebujemo tudi stene in streho, če želimo v njej živeti. In zato se obračamo na gospoda ministra z več zahtevami in želimo, da jih upošteva v pogajanjih. For instance, today consumers are exposed to unfair contracts. Torej, kateri so glavni problemi, s katerimi se srečujejo potrošniki na energetskem trgu? Prvo so nepošteni pogodbeni pogoji. Potem drugo je, da potrošniki ne dobijo kompenzacij v primeru prekinitve dobave električne energije. Potem se kaže tudi še, da obstajajo na tržišču monopoli in zaradi tega tudi ni dostopnih cen, tarif, da bi lahko potrošniki imeli dostop do energije po ustreznih cenah. In pa naslednji problem oziroma zahteva je, da bi potrošniki imeli skupnega predstavnika, ki bi se pogovarjal oziroma ki bi jih zastopal vis-a-vis regulatornega organa. Tudi kar zadeva zahtevke oziroma reklamacije. Če bodo vse te zahteve nekako vključene v nezavezujočo listino, potem mislimo, da potrošniki od tega ne bodo imeli veliko koristi. Ministra Vizjaka pozivamo, da še naprej pospešuje nujnost skupinskih ukrepov potrošnikov, zlasti kar zadeva recimo vlaganje tožb proti velikim energetskim podjetjem. Torej, poskušamo vplivati na to, da bi revizija zakonodaje na področju varnosti igračk, da se ne bi končala v neki institucionalni zmešnjavi, kjer nihče ne ve, kdo je za kaj odgovoren. Naslednje področje pa je direktiva o potrošniških kreditih, kjer bo tudi gospa Katinova povedala, kakšna je situacija na tem področju v Sloveniji. Zakonodaja o potrošniških kreditih je zgodba, ki jo mislim v Sloveniji dobro poznamo. Namreč tu se kaže problem nacionalne zakonodaje in problem evropske zakonodaje. Spomnite se primera Orion, zaradi katerega se je v Sloveniji zaostrila zakonodaja o potrošniških kreditih in seveda recimo možnost kot predčasno poplačilo kreditov pa je potrošnikom dala že kar nekaj časa v Sloveniji brez kakšnih posebnih dodatnih stroškov. To, kar zdaj predlaga Evropski parlament oziroma kjer je recimo eden od velikih problemov je, da bi recimo poplačilo kredita postalo bistveno dražje, kar pomeni onemogočanje tudi večje konkurence med bankami. Mi že zdaj vemo, da se ljudje težko odločajo za zamenjavo banke in seveda, če bo zamenjava banke povezana še z velikimi stroški poplačila kredita pri eni banki, potem seveda bomo v kakršnikoli resni konkurenci lahko samo sanjali. In tu je še toliko bolj pomembno, da se zavemo, da moramo kot država delovati pri usklajevanju evropske zakonodaje, namreč, če bo ta zakonodaja sprejeta na evropski ravni, bo posledično morala Slovenija spremeniti nacionalno zakonodajo, ki bo bistveno manj ščitila potrošnika. Zato seveda
mi kot nacionalna potrošniška organizacija, kot predstavniki Evropske potrošniške organizacije, še kako podpiramo nacionalno stališče slovenske vlade in pa Evropskega sveta, da tista zakonodaja, ki je bila pripravljena za parlament, da ostane kot še tisti minimalno sprejemljivi koncept, ki bo ščitil potrošnika. Mene zanima, govorili ste predvsem pač o energetiki, o potrošništvu, draži se elektrika, dražijo se tudi ostale stvari. Ste morda govorili tudi o tem, kako rešiti slovenskega potrošnika pred tem valom podražitev? Danes so te pa evropski potrošniki, seveda kot posledica tudi slovenski potrošniki. Kar se energije tiče, smo se seveda pogovarjali ravno o tem problemu, da posod tam, kjer trg ni dovolj konkurenčen in jaz verjamem, da slovenski trg je premajhen, da bi konkurenca sama po sebi reševala probleme, da je potrebno vzpostaviti sistem regulacije, potem pa šele lahko dejansko govorimo o liberalizaciji. Splošne izkušnje, ki jih imamo tako evropski potrošniki kot potrošniki v drugih koncih sveta, namreč govorijo, da povsod tam, kjer se je zgodila liberalizacija pred regulacijo, da so bili potrošniki še na slabšem. Glede na to, da je trend povečevanja energije, glede na to, da seveda v tem sektorju nimamo velikih presežkov, kjer bi lahko ponudniki se borili za potrošnika, je sistem regulacije še kako potreben in mislim, da bo to tudi dialog za prihodnje. Kaj pa sistem regulacije pri prehrani? Ja, to je pa posebna tema, kjer so zadeve, bom rekla, še dosti bolj problematične. Če bomo prišli do situacije, kjer bo hrane premalo, potem seveda bomo lahko govorili o regulaciji na tem področju. Zaenkrat pa mislim, da nam manjka ustrezne konkurence, hrane zaenkrat v Evropi še vedno dovolj. In seveda, če bo to primer, kar se lahko zgodi v prihodnje, potem bo treba razmišljati tudi o tistih subvencijah, ki bodo seveda za pridelavo hrane, ki ne bodo za, bom rekla, alternativne energetske vire in pa te mehanizme uporabiti v prihodnje, ampak zaenkrat te razprave na evropski ravni še ni.